pozdravljeni, zopet sem tukaj, ker sem samo za vas zopet pripravila napoved, tako splošno kot tudi za vsa znamenja in zdaj torej za vstop Jupitra, torej za prestop Jupitra, tranzit Jupitra iz astrološkega znamenja dvojčka v astrološko znamenje raka. To bo zelo, zelo dober, izreden tranzit, zato sem se seveda tudi odločila, da tole posnamem, Torej 18. oktobra 2025 bo Jupiter, to je planet modrosti, optimizma, širjenja obzorij, potem planet učiteljev, poučevanja, izobraževanja, tudi obilja, vstopil v raka, torej v astrološko znamenje raka. In pomeni, da bo tukaj egzaltiran. To je zelo, zelo dobro postavljen bo v raku. Zdaj, torej, egzaltiran planet, tako kot bo zdaj Jupiter, je torej zelo dobro postavljen in se v znamenju, kjer je egzaltiran, zelo dobro počuti. Zato tale tranzit Jupitra v raka predstavlja eno močno prelomnico po letih, ko je Jupiter potoval skozi bika in kasneje seveda skozi dvojčka, kjer je še zdaj, 18. oktobra bo pa vstopil torej v raka. In torej v biku in dvojčku so bile Jupiterove energije, oziroma kako je on vplival, torej ko je vstopil oziroma ko je bil v biku in dvojčku, torej vplival je tako, da so bile torej njegove energije bolj zadržane, ni dajal, bom rekla, tako dobrih rezultatov, kot jih bo dajal zdaj, ko bo v raku. Potem bolj je bilo to mogoče, so bile energije bolj raziskovalne, bolj obrnjene navznoter, zdaj bo pa res dajal svoj polni potencial, ko bo v raku. Zdaj v raku bo torej doživel svoj, bom rekla, najvišji izraz in seveda to vse napoveduje eno zelo dobro obdobje čustvene rasti, sočutja, tudi ponovne usmeritve življenjskega smisla, torej vprašali se bomo, kam gremo in če gremo v pravo smer. In to bo tako, velja to za posameznike, to bo tako na osebni, kot tudi na kolektivni ravni. Torej, kot ljudje se bomo pač vsi vprašali, kam gremo, ampak tudi za posameznike bo to značilno, torej za vsakega izmed nas. Zdaj, ko bo seveda Jupiter egzaltiran, zdaj to slovensko pomeni v vzvišenem stanju, bo svoje blagoslove delil seveda veliko bolj lahkotno. Njegovo gibanje skozi raka bo odprlo vrata času, ko bodo postali skrb, nežnost in pa tudi globje čustvene vezi, prave poti do nekega stabilnega napredka. In seveda bo to zelo, zelo dober čas, tako za izobraževanje, sem prej povedala, da je Jupiter planet izobraževanja, planet učiteljev, planet znanja in to bo zelo dober čas. Če se želite vključiti v neko izobraževanje ali pa če vi učite druge, potem to bo tudi zelo, zelo dober čas za potovanja, ker Jupiter vlada tudi potovanjem, potem povečanje družine, če si jo želite, torej Jupiter je izjemno dober za imeti otroke, kadar ima nek dober tranzit, posebej čez 5. hišo, se lahko pari odločajo, da imajo otroka, Potem tudi je to zelo dober čas za poroko, posebej, če gre čez vašo drugo, 7. hišo, torej je to zelo dober čas tudi za to, posebej tranzit Jupitra čez 7. Torej, naj se najprej predstavim. Pozdravljeni vsem tistim, ki me še ne poznate, sem Uršula, sem vedska astrologinja, torej delam džotiš, sem tarot polagalka, sem tudi ustvarjalka svojih lastnih orakelskih kart Rozeta, lahko jih tudi kupite, spodaj bom prilepila link. Sem kreatorka programa Oracle of Light, to je program samorazvoja in dviga zavesti ter učenja manifestacije obilja. In seveda sem tudi učiteljica vsega, kar delam, tako džotiša, tarota, učim tudi ciganke, svoje karte in pač vse druge karte, ker poznam res polaganje kart v globino. Prav tako pa, kot sem rekla, seveda učim tudi džotiša. Torej, pozdravljeni na mojem kanalu Orakel uči Oracle of Light, Uršula Zakrajšek. Zelo lepo vas vabim, da se na moj kanal naročite, da ga všečkate, da bo lahko več ljudi videlo to moje napoved in da me še naprej spremljate, torej, da spremljate moje napovedi, ki so narejene po džotišu, tudi po tarotu. Seveda pa se lahko tudi prijavite na džotiš ali tarot svetovanje, torej osebno,
bom link za prijavo tudi prilepila spodaj. Zdaj pa ena zelo, zelo pomembna informacija, torej posebej za tiste, ki me spremljate oziroma vidite zdaj prvič. Torej jaz sem vedska astrologinja, delam džotiš, torej upoštevam sideralni in ne tropski zodijak. To pomeni, da upoštevam realno sliko neba, ker sem seveda vedska astrologinja. In napoved za vsa astrološka znamenja je narejena glede na vaš ascendent in luno, drugače pa lahko pogledate tudi za sonce. Zdaj, če ne veste, v katerem znamenju imate ascendent, luno in sonce po vedski astrologiji, ker to je malo drugačna astrologija kot zahodna, lahko to izveste tako, da greste spodaj torej na link, spodaj bom prilepila link, v opis, ta link vas bo peljal na spletno stran, tam lahko izpolnite tabelico s vašimi rojstnimi podatki in seveda na ta način lahko pridobite te informacije. In seveda boste tako lahko spremljali moje mesečne napovedi, velikokrat napoved tudi napišem na mojem blogu ali pa vse te napovedi, ki jih snemam, in seveda to so napovedi za premike planetov, tako kot je na primer zdaj premik Jupitra iz astrološkega znamenja dvojčka v Raka, ali pa ne vem, premik katerih drugih planetov. Potem včasih naredim tudi mesečno napoved, včasih naredim tudi torej, kaj neka retrogradnost pomeni za določeno znamenje, na primer retrogradni Merkur, kako vpliva na nas in za vsako znamenje posebej in pač tako dalje. Torej jaz napovedi pa delam, torej posebej poudarjam po vedski astrologiji, ki ni ista kot zahodna astrologija. In če ste v zahodni astrologiji pač imate sonce v enem znamenju, to ne pomeni, da ga imate v istem po džotišu, je drugače. Torej zdaj bi pa šla kar splošni napovedi. Zdaj, če želite napoved za znamenja, to pridobite tako, da greste, torej, da se prijavite na moje e-novičke, bom tudi link prilepila spodaj, bom napisala torej prijavo na e-novičke, torej prijavite se na moje e-novičke in tako pridobite torej povsem brezplačno napoved za vstop Jupitra, torej z astrološkega znamenja dvojčka v astrološkega znamenja Raka, povsem brezplačno, torej dobite napoved za vsa znamenja povsem brezplačno, ampak seveda se morate naročiti na moje e-novice, torej link prilepljam spodaj. Torej, pa dajmo zdaj nekaj povedati torej, v tem tranzitu Jupitra v Raka. Odvijal se bo v 3 fazah in bo trajal vse do junija 2027 z retrogradnim gibanjem in kratkimi vrnitvami v dvojčka ter leva. Ampak njegova energija, torej energija Jupitra bo ostala enaka vse skozi, torej prinesel bo optimizem, srčno povezanost in tudi čustveno uravnoteženje. Torej pomembno še enkrat, da vam povem, ta moj pogled torej, je podan na osnovi sideralne oziroma vedske astrologije, ki pa upošteva približno 24 stopinjski zamik v primerjavi s tropskim zodijakom, torej tukaj zamika za vsako znamenje, tako da res vas opozarjam, da si torej pogledate, kaj ste po džotišu. Torej rak, če nekaj najprej povem o raku, torej Jupiter bo zdaj vstopil v astrološko znamenje Raka. Rak je 4. znamenje zodijaka, vlada mu luna, torej povezano z domom, čustvi, materjo, torej materinsko energijo, 4. hiša mame, torej potem tudi 4. hiša samozavesti, občutka varnosti, potem torej našega občutka miru v srcu, torej koliko imamo miru v srcu, potem ali imamo podporo ali ne, torej vse to predstavlja 4. hiša, torej predstavlja dom, mamo, potem tudi predstavlja našo splošno izobrazbo. Drugače pa predvsem torej predstavlja torej naše občutke varnosti, torej kako se mi v tem svetu počutimo varne. In zdaj, ko bo Jupiter, torej ta planet znanja in te višje modrosti vstopil v Raka, se bo ta hiša ukrepila in se bojo to, kar predstavlja ta hiša, to se bo ukrepilo, to se bo osvetlilo, to bo pač, torej ta energija se bo zelo razširila, oziroma jo bomo čutili to energijo. In združitev te velikodušnosti Jupitra z globino rakove čustvenosti bo torej ustvarilo plodna tla za rast na področjih, kot so izobraževanje, duhovnost, družinsko življenje, tudi čustveno zdravljenje. In mnogi bomo ali pa boste občutili močno željo ali pa močnejšo željo po povezovanju
torej z bližnjimi, pa tudi po nesebični skrbi za druge, ali pa potem, da si ustvarite neko varno osnovo. To je pa bodi si v zasebnem življenju, karieri ali širši skupnosti, da bodo predvsem zavarovalnice dobro služile, ker bojo ljudje torej hoteli zavarovati sebe in svoje premoženja, ne. Ker četrta hiša predstavlja to. Drugače četrta hiša predstavlja tudi avtomobile, tako da je to dober čas za nakup avtomobila. Torej, ampak kot sem rekla, je to drugače dober čas za poroko ali vsaj za poglabljanje čustvenih zvezi z ljudmi, ki so nam pri srcu in jih imamo radi. In seveda, tako kot Jupiter deli svoje znanje brez pričakovanj, da bo za to nagrajen, torej Jupiter v raku, a ne, zdaj, ko bo vstopil v raku, pa podarja dejanja prijaznosti in modrosti, zgolj zaradi veselja, ki ga prinaša zato, da navdihne druge, da osreči druge. Torej, želeli bomo osrečiti svoje domače, torej to nam bo zdaj v ospredju, a ne, ko bo Jupiter v raku. Želeli bomo imeti vesel, srečen dom in bomo veliko dali za to, da bomo osrečili torej, ljudi, ki živijo z nami v domu, lahko pa tudi mamo, a ne, ker četrta hiša je tudi mama. Torej, zdaj, ko bo torej Jupiter egzaltiran, torej, ne bo več toliko zmede, kot je bilo prej. Pretekla leta so bila mogoče malo bolj tako zmedena, torej najprej z Jupitrom v biku, potem z Jupitrom v dvojčkih, a ne? Ker ljudje bojo zdaj mogoče imeli bolj jasno vizijo za prihodnost, lažje bojo zaupali svoji intuiciji, svoji veri, bolj bojo zaupali samemu sebi in seveda pojavljale se bojo pa tudi dobre priložnosti za rast in manj bo ovir pri temu. Seveda je pa tukaj na mestu tudi opozorilo, ker ko seveda darovi, na kateri pridejo preveč lahkotno, se lahko seveda pri tem lahko se prikrade udobnost, lenoba, torej da smo kar navajeni tega, a ne, kar pa tudi ni dobro. In zato je ključno, da ostanemo prizemljeni, budni in tudi hvaležni za vse, kar dobimo, ponižni, torej da zaznamo priložnosti, da jih ne jemljemo samoumevne in seveda, da jih tudi izkoristimo. Zdaj bi pa mogoče malo več povedala torej o tem tranzitu Jupitra, ker se bo seveda razvil v 3 poglavjih. Torej prva faza bo torej od 18. oktobra do 5. decembra 2025, ko bo seveda Jupiter v raku. To bo prineslo krajši vpogled v Jupitrove blagoslove v raku. Nato se bo ta planet, torej Jupiter, za kratek čas vrnil nazaj v dvojčka. Od 5. decembra 2025 do 1. junija 2026, ker bo seveda retrograden in se bo vrnil nazaj v dvojčka. To nas bo seveda vse spodbudilo, da bomo ponovno pregledali svoje ideje, odnose in komunikacijske poti. Druga in tretja faza Jupitra v raku pa bosta prinesli, bom rekla, neko bolj trdno osnovo, poglobljeno rast, in seveda tudi večje možnosti za napredek in večje priložnosti. Zdaj retrogradna obdobja, ne, še posebej od 11. novembra 2025, kar bo seveda povzročilo to, da se bo Jupiter nazaj vrnil v dvojčka in do 11. marca 2026, ko bo večino časa bo takrat v dvojčkih, ter ponovno od 13. decembra 2026 do 13. aprila 2027, ko bo Jupiter na začetku v levu, torej vstopil bo v levo, potem se bo pa spet, ker bo retrograden, vrnil nazaj v raka, torej od 13. decembra 26 do 13. aprila 2027. Ta obdobje retrogradnosti, da bodo pa vse povabila, da se ozremo nazaj, da se ustavimo, da premislimo o svojih prepričanjih, o načelih, o čustvenih vlaganjih, torej kam dajemo energijo in zakaj, in če je to za nas dobro, a ne. In to bodo tudi lahko obdobje nekih večjih preizkušenj, predvsem bo mogoče na preizkušnjah naš vrednostni sistem in pa seveda to, kam dajemo energijo. Seveda je to zelo odvisno od vaše natalne karte, ampak lahko se v tem času, torej v času retrogradnosti, torej pojavi občutki ovir, gledali bomo nazaj, v preteklost, v pretekla dejanja, lahko bomo imeli občutek, da nas nekdo ovira, zavira v naših željah, torej ne bojo se stvari tako lahkotno, bom rekla, realizirale, ne, da bi se nam tako na lahek način stvari uresničile. Se ne bojo, ker bo tukaj retrogradnost in bo Jupiter retrograden. Potem, torej imeli bomo občutek, da nas nekdo zavira, torej ne samo pri željah, tudi pri hotenih, pri zadevanjih, in pa to mogoče lahko en tak čas poln izzivov,
ko ne bomo se mogoče najbolj počutili v redu. Seveda, Jupiter pa ob tem, ko bo seveda prišel v Raka, bo pa seveda tudi aspektiral torej določene hiše in seveda to, bom rekla, je pa tudi neko pogled, ker Jupiter seveda, ko bo tranzitiral, ko bo prehajal Raka, bo pa gledal tudi na torej, svojim ugodnim pogledom, bo gledal torej na določene hiše. Torej Jupiter ima 5., 7. in 9. pogled in svojim pogledom bo iz Raka osvetlil Škorpijona, torej znamenje Škorpijona, Kozoroga in Ribe. Potem je pa seveda odvisno, kje imate vi to znamenje, torej katera je to za vas hiša. Zdaj, ta energija bo spodbujala zagotovo učenje, potem gradnjo pomembnih partnerstv, posebej v poslu in raziskovanje duhovnih in filozofskih poti. V ospredju bodo stopili neki izobraževalni projekti, raziskovanje, pravne, etične razprave, tudi potovanja na daljše razdalje bodo v ospredju, ki so predvsem povezana z duhovno ali intelektualno rastjo. Izjemno rast pa lahko v tem času dosežejo tudi tisti, ki se torej ukvarjajo z raziskovanjem, z raziskovalnimi projekti, inovacijami, tudi tisti, ki jih zanimajo okultna znanja, duhovni študij in ezoterika. To bo, rekla, zelo v ospredju. Potem seveda veliko vlogo imajo tudi ozvezdja. To so seveda ozvezdja, skozi katere bo Jupiter potoval, ko bo v Raku, to so Punarvasu, Pušja in Ašleša. Zdaj v Punarvasu, ko bo Jupiter tam, bo vračal stabilnost po obdobjih kaosa, prinesel bo tudi več kreativnosti, nesebično ljubezen. Punarvasu je izjemno kreativna nakšatra in takrat bomo res lahko, bom rekla, lahko bomo dali ven to svojo kreativnost in ustvarjalnost. V Puši, ki je bolj hranilna nakšatra, bo pa njegova energija torej malo drugačna, bo pa torej lahko pokazal torej velikodušnost, potem to je dober čas za rast, obilje, za napredek, ter Pušja je torej ozvezdje obilja. V Ašleši nas bo pa Jupiter malo izzival, ker Ašleša je pa malo težja nakšatra, torej v čustvenem smislu. In Jupiter tukaj bo nekako nas izzval, da se bomo soočili z našimi čustvenimi negotovostmi in nas bo izzval, da to spremenimo v modrost, torej da obrnemo tudi sebi v prid. Ampak drugače ta Ašleša malo težja nakšatra, torej predvsem v čustvenem smislu. Ljudje, ki so rojeni v Ašleši, včasih se ne znajdejo s čustvi, težko pokažejo čustva na ven, imajo mogoče malo blokade tukaj, težko govorijo o svojih čustvih in to bo takrat tudi prišlo v ospredju, ko bo Jupiter v Ašleši. Potem pa, če bi nekaj povedala tudi o kolektivnem ozračju v tem obdobju, posebej bo zanimivo zaradi Jupitra egzaltacije, ki se bo prepletala seveda tudi z drugimi pomembnimi tranziti. Naprimer, če tukaj pogledamo retrogradnega Saturna, torej zdaj je Saturn retrograden v Ribah in bo to še do leta 2027, torej v Ribah, ne retrograden, ne bo vse skozi retrograden, zdaj trenutno je. Bo pa v Ribah še do leta 2027, do junija. Potem Jupiter v 9. aspekt na Ribe, torej Jupiter bo zdaj gledal na tega Saturna v Ribah, potem bo tukaj pomembna tudi konjunkcija Ketoja z Jupitrom v Raku, to bo konec leta 2026. In vsi ti aspekti bojo ustvarili močno energijsko dinamiko, predvsem med znamenjema Rak in Ribi. In tako ti dve astrološki znamenji morata biti v tem obdobju posebej pozorni. To ste tisti, ki ste v ascendentu Rak ali Riba, ali imate luno v teh dveh znamenjih, torej v Raku ali v Ribi, lahko tudi sonce v Raku ali v Ribi. To seveda pri vas bo nakazoval čas čustvenih in duhovnih prebojev, stare rane se vam lahko ponovno odprejo, če jih niste še ozdravili, lahko pa se vam v tem času tudi razkrijejo skriti talenti, imeli boste pa velik tudi potencial za dvig zavesti, ker boste imeli tudi lahko močne vpoglede, torej Ribe, Raki, bodite pozorni, torej to bo za vas dober čas, zato da res ozdravite sebe, svoje čustvene rane, ker boste res dobili vpogled, sploh kaj vas muči.
in kaj vas boli in boste seveda lahko potem tudi to rešili. Potem tudi, torej na svetovni ravni lahko pa drugače pričakujemo vsi napredek na področju humanitarnih dejavnosti, veliko bo verjetno reform izobraževalnega sistema, potem širjenje filozofij, ki poudarjajo empatijo, sodelovanje, potem podjetja povezana s hrano, gostinstvom, izobraževanjem, svetovanjem in oskrbo bodo v tem obdobju verjetno cvetela pod Jupitrovim zaščitniškim vplivom. Prav tako pa bojo v tem času lahko zelo uspešni ljudje, ki se ukvarjajo z duhovnostjo, z okultnimi znamenji, z okultnimi, se opravičujem, znanji, torej ezoteriko. Jupiter bo gledal tudi na Škorpijona, in seveda to je pač, Škorpijon je seveda 8. hiša okultnih znanj in tisti, ki se s tem ukvarjajo, torej bodo v bistvu lahko imeli v tem času več priložnosti, da razširijo svoj posel, da so uspešni. Seveda tisti, ki so delali pošteno in v skladu z etičnimi nameni. Bo pa v tem času, to vas pa moramo opozoriti, tudi izredno prisotna energija tekmovanja, rivalstva in borbe, ker bo seveda Jupiter gledal tudi na Kozoroga in bo zelo v ospredju, torej sicer posel, a ne status, ampak bo tudi ta borba tekmovalno zelo izrazita. Zato morate biti v tem času tudi zelo pozorni, vsi moramo biti pozorni na to. Zdaj, osebno pa Jupiter vas bo poklical ali pa vse nas bo poklical, naj se povežemo s svojim srcem, ker bo to čas, ko bomo lahko zgradili neko čustveno varnost, vlagali v pomembne odnose, torej v ljudi, ki so nam blizu, ki živijo z nami v domu, kot tudi odnos z mamo bo v ospredju. Družinsko življenje bo stopilo v ospredje, mnogi se bojo posvetili urejanju doma, preurejanju doma, tudi lahko to je tudi dober čas za to, če hočete kaj prenoviti, družinskim srečanjem ali podpori svojih najbližjih. Seveda pa poseben poudarek je tudi na duhovni rasti, meditacija, molitev ali študij filozofije nas bojo bogatili bojo naše notranje življenje, ker Jupiter le gleda na Saturna v ribah, tako da to bo zelo v ospredje in seveda Jupiter tudi vlada ribam, torej vlada temu, bom rekla, Saturnu, ki je zdaj v tranzitu nad ribami, tako da to zdaj še bolj povezan, pa še gleda gora, oziroma bo gledal gora. Zdaj, za nekatere ljudi individualno, torej se lahko pojavi mentor ali pa vodnik, ki vam bo prinesel modrost, spremenil pogled na življenje, ker bojo, kot sem rekla, v ospredju tudi naše, bom rekla, moralna načela in naš vrednostni sistem. In to se vam lahko v tem času tudi malo spremeni. Zdaj, nekateri bojo pa seveda tudi začutili klic, da bojo sami učili druge, da bojo učitelji in bojo seveda nesebično delili svoje izkušnje z drugimi in to je čas, ko ste lahko v tem zelo uspešni, če ste učitelji. Potem seveda Jupiterova egzaltacija prinaša tudi povečano čustveno občutljivost, ker pod njegovim vplivom v Raku lahko torej postanemo bolj zaščitniški do svojih bližnjih ali pa tudi lahko bolj občutljivi na kakšne, bom rekla, na druge ljudi, če mogoče bodo hoteli ogroziti naš občutek varnosti, bomo na to precej občutljivi. Še posebej bo to aktualno med prehodom Jupitra skozi Ašleša na Kšatro, ker se takrat res lahko odprejo kakšni trenutki čustvene negotovosti, lahko se razkrijejo naši notranji strahovi in seveda največ bomo naredili, če se bomo s temi strahovi odkrito soočili, zavestno in tudi sočutjem, tako do sebe, kot tudi do drugih. Torej, zdaj, če nasplošno pogledamo, torej, ta Jupiterova egzaltacija v Raku, torej med letoma 2025 in 2027, torej, je, bom rekla, neka izjemna priložnost za osebno in kolektivno prenovo. Zdaj, tale tranzit nas opominja, da sta čustvena inteligenca zelo pomembna, potem prijaznost, in da sta to dobri orodji za nas, torej da mi rastemo in da imamo tudi dobre odnose z drugimi. Ker Jupiter je seveda, kot sem rekla, planet znanja, izobraževanja in modrosti in kjerkoli se nahaja, prinaša širjenje razumevanja na tem področju in posebej tukaj, kjer je egzaltiran, torej zelo, zelo dobro postavljen, bo dajal dobre rezultate. Zdaj, če bo pa na primer Jupiter prehajal čez vašo luno, bo lahko poglobil vašo čustveno inteligenco, tudi notranji mir,
ker Luna so naše misli in Jupiter bo blagodejno vplival na Luno. Če imate na primer Luno v Raku in bo zdaj torej Jupiter prihajal čez, boste bolj mirni v srcu, a ne. Če imate v vaši, torej ne v četrti, torej če imate v Raku Venero, na primer, pa bo zdaj Jupiter šel čez, bo prinesel predvsem poglede v odnose, ustvarjalnost, boljše finančno stanje, potem tudi boljše odnose, a ne. Če bo pa prihajal Saturna, če imate Saturna v Raku, bo pa lahko prinesel neko zanimivo in poslovno priložnost. Lahko pa tudi mogoče bo prinesel neko negotovost, čustveno, a ne, ker Saturn je težek planet, a ne, lahko. In zdaj, če bo pač Jupiter Saturna, bom rekla, čez Saturna prehajal, ga bo sicer malo omehčal, a ne, mogoče ne bo to za vas toliko težko, bo pa zagotovo mogoče prinesel tudi neke karmične preizkušnje, lahko povezavi z domom, mamo. Drugače pa lahko prinese tudi zanimivo poslovno priložnost, kot sem rekla. Zdaj pa, če potuje, na primer, čez hiše vaše, če imate, na primer, torej Raka v vaši 10. hiši, vam lahko to prinese neko izjemno priložnost v karieri, v poslu, lahko vam prinese jasnost glede kariere in življenjske smeri. Zdaj v 5. vam lahko prinese možnost za zanositev, za novo ljubezen, v 7. pa poroko. Torej, kjerkoli se bo torej Jupiter pojavil pri vas, a ne, tam, kjer imate pač Raka v tisti hiši, tam vam bo odprl priložnosti, pa tudi vrata k rasti, seveda skozi znanje in modrost. Zdaj, zahvaljujem se vam, ker ste bili danes z mano. Seveda za vse vas sem pripravila tudi brezplačno napoved za vsa astrološka znamenja, ki jo lahko pridobite v prijavi na moje e-novičke, spodaj link, kjer se lahko prijavite. In seveda po prijavi bo na vaš mail prispela napoved za vsa znamenja. In še enkrat ne pozabite, to je napoved po vedski astrologiji, Džotišu, ne morete teh napovedi gledati po zahodni astrologiji. In seveda potem boste seveda videli, kam Jupiter pade, torej v katero astrološko hišo, a ne, tam, kjer imate Raka, a ne, torej tam seveda Jupiter bo tam torej prehajal in seveda boste zvedeli, kaj vas čaka, a ne. Ampak seveda morate najprej vedeti, torej kaj se v ascendentu, Luni, seveda lahko pogledate to napoved tudi za Sonce. No, za danes vas pa vse lepo pozdravljam in vam seveda vsem želim, da bi prejeli čim več blagoslovov od Jupitra, ker bo to res dober tranzit. Tako da, to je od mene za danes vse.